Kje ste folk, vad dogaja, Dino je tle, vse doja. Danes bom naredil en tak tek video. In sicer, eni imamo prenosne računalnike, eni imamo namizne računalnike. In včasih ni toliko lahko zamenjati oziroma kupiti nov računalnik, zato ker je zastarel, ratu počasen. Včasih je lažje ene par stvari narediti, pa bo tvoj računalnik delal hitreje. Zakaj se gre tukaj? Tole je moj laptop. Ta laptop je star cca 10 let. Ima dober procesor i7, 8 GB RAM-a, grafično kartico GT 750 Nvidia, kar je vse cool, ampak ima eno stvar, katera je zastarela. In to je hard disk. Kaj je to hard disk sploh? Hard disk je zadeva, ki je v računalniku, katera shranjuje vse to, kar ti počneš not. In sicer obstajajo HDD diski, SSD diski in M2 diski. No, tole ima not HDD disk. Kaj to pomeni? To ti je old school varianta CD noter, ki se vrti in vse, kar počneš, not zapisuje. No, to traja. Pa kad ti hočeš kaj vzeti ven iz spomina, to traja. Zakaj? Ker dokler to zalaufa, se je s tem zvok. No, hvala Bogu, da je tehnologija naredila, šla korak naprej in danes imamo SS diske in M2 diske. Kaj sploh fora SS diskov? Naspram HD diskov. Fora je v tem, da ta stari se vrtijo, ta novi se pa ne vrtijo, ker so enostavno čipi. To je kot USB. Se pravi, noter je čip, vse gre not, vse gre ven, hiter, instant. Tako da, če je vaš računalnik počasen, imate 3 stvari, da naredite. Jaz vam bom pokazal tukaj en postopek, kaj sem jaz naredil oziroma kaj bom jaz naredil, da moj računalnik rata hitrejši. Prva stvar, katero vsi morate narediti, je, da očistite računalnik. Vi vsi veste, da mi živimo v prašnem okolju. In ker imajo računalniki not tudi ventilatorje, zato vlečejo not tudi prah. Ta prah se nabere okoli delov in vse skupaj se začne greti. Potem ventilator se začne tudi dreti, zato ker on mora noreti. Tole se je pa še rimal. Ok, skratka, jaz vam bom pokazal tukaj prvo stvar, kar morate narediti. To je, da ga razdrete in dejansko spihate ves prah noter. Jaz vam garantiram, da bo računalnik tišji in da se bo manj grel in da bo boljš delal. No, druga stvar, ko bom že imel odprt, bom pa dejansko zamenil še disk. Kupil sem SS disk, dobil ven HD disk in ga bom zamenil. Tretja stvar, bom pa na novo vam pokazal, kako se inštalirajo Windowsi. Se pravi, vse to skupaj bom naredil zato, da vam pomagam, kako dejansko pohitriti svoj laptop. Yo, prijatu, tole je moj šov. Se pravi, računalnik obrnemo na drugo stran in potem ob strani imamo take mehne šravke. Najbolj vam priporočam vzeti tak en set teh specialnih izvijačev ali, kako bi rekel po domače, šraufencigerjev in to vse skupaj odviti. Tole je CD-ROM, se pravi, tukaj daš nov CD. Novi laptopi tega več nimajo. Tole tukaj so zvočniki, tole tukaj skrbi za hlajenje, se pravi ventilatorčki, kateri ratejo umazani. Tukaj je pa ta hard disk, katerega bomo mi zamenjali. Zdaj tukaj not mislim, da so pa tole rami. Vse skupaj pa tole je matična plošča. Ok, zdaj to treba vse skupaj prvo spihati. Ko bomo pa spihali, bomo dali ven tegale hard diska in bomo dali ta nov SSD. Če imate kompresor, to je top shit za take stvari. Sam pazite, da ne boste preveč zavrteli ventilatorjev, ker pravijo, da se lahko uničijo ležaji. Aja, tole je še baterije. Te dve zadeve lahko po dolgem času gresta v K. Zato, ker dejansko baterije s časoma zgubljajo svojo moč. No, kaj bomo zdaj tukaj prvo naredili, je, da bomo odšraufali tele tukaj 4 šravke, katere držijo naš hard disk. No, ta nosilc treba odšraufati, zato da lahko damo v bistvu naš nov disk. Zdaj, razlika tudi je očitna, ta je ful težji, ta je ful lažji. A vidiš, pri temu se še vidi tukaj vzadu v bistvu ta krog in noter se vse skupaj vrti, pri temu pa ni nič. No, zdaj, ko smo vse skupaj sestavili, pa še spihamo tole. In zdaj pa če damo nazaj pokrov.
Ok, zdaj smo zamenjali. Vse skupaj je vzelo ene pol ure časa, če se le malo veš ročnih del. Spihali smo, dobro imeti kompresor, ali pa si kupaš zrak v taki piksni, če ga nimaš. Zamenjali smo disk, zdaj pa zadnja stvar, gremo na internet poiskati Windows, ga inštalirati in dejansko bomo imeli novi, hitri laptop za malo denarja. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Ok, situacija je taka, zdaj ne bom vam kazal na mojemu laptopu, kako se to inštalira, ker dejansko ne morem posneti, razen če grem snemat s kamero, to se mi ne da. Sem se pa odločil, da na mojem glavnem računalniku vam pokažem postopek, kje dobiti Windows, kje kupiti ključ dost cenej, kakor na uradni strani in kje to vse skup aktivirati. Ok, prvo, kar bi vam jaz predlagal oziroma priporočil je, da vsi tisti, ki uporabljate Windows 7, Windows 8 je, da upgradeate na Windows 10. Zakaj? Ker Windows 10 je najnovejši, najbolj varen je in kmalu ne bo več podpore za vse tiste stare verzije Windowsa. Windows 10 dobite na Microsoftovi strani, kjer ga dejansko downloadate, inštalirate in ga lahko uporabljate zastonj. Uporabljate ga lahko zastonj, ampak boste imeli dodatne tiste stvari, ki vam kažejo, da je ta Windows ni supportan, težil vam bojo skozi, da ga aktivirajte, kar ti gre dejansko na živce. No, če ti hočeš aktivirati ta Windows 10, je pa problem v tem, da je to ful drago. Tam 150 do 200 evrov. Jaz sem pa najdel eno stran, kjer dobiš ključe ful cenej. No, ta stran se imenuje GoDeal24. Google sem, iskal sem in dejansko sem najdel to stran. Kupil sem ključe že 1-2 leti nazaj in od takrat naprej uporabljam. Windows je totalno legit, imajo podporo, dobiš ga takoj. Če slučajno kaj zašteka, da dobiš kakšno opozorilo, ti takoj vrnejo, dajo novega brez panike. No, na tej strani imajo tudi igrce, ampak to nas zdaj ne zanima, nas zanima, kje dobiti Windows Pro 10. Vse te strani, katere vam tukaj kažem, lahko dobite spodaj na linkih pod mojim videom in sicer izbrali smo Windows 10 Professional, ki stane 14,80 evrov, to je dejansko 10% od nakupa na uradni strani. Tukaj stisnemo na Add to Cart, gremo v košarico in cena je 15 evrov, ker je pa Dino zelo dober, vam bo dal popust in sicer koda in dobimo ceno, kjero? 7,40 evrov. Za 7 evrov slabih 7 evrov dobite Windows 10 Professional. Greš tukaj naprej na proceed to checkout, se pravi, da plačaš. Gremo tukaj checkout kot gost, potem tukaj izpolnimo svoje podatke, pritisnemo continue in gremo na denarnico. Potem tukaj place order, izberemo metodo plačevanja, imamo tukaj PayPal, Visa, Mastercard ali kreditno kartico. No, tam po 1 minuti vam pošljajo na vaš mail ključ, katerega morate vnesti v svoj Windows, da ga aktivirate. Kako aktiviraš svoj Windows, pa vam bom pokazal zdaj. Tukaj spodaj upišete Control Panel. Kliknete na Control Panel, grete na System and Security, tretja vrstica System in spodaj desno, tukaj zraven moje glave, piše Change Product Key. No, to piše v mojemu primeru, ker jaz že imam aktiviran Windows. No, vam pa piše Activate Product Key, neki tasga. In sicer vi kliknete na to in dejansko upišete svoj ključ sem not. In imate aktiven, legalen Windows 10 Pro. No, to jaz mislim, da je to za danes. To je bil moj video dejansko, kako pohitriti svoj laptop. Se pravi, 3 stvari, ki jih lahko naredite za malo para. In sicer to je, da ga razstavite, spihate, potem nadgradite svoj disk in date novo, legalno, čisto, clean verzijo Windowsa gor in jaz ti garantiram, da bo tvoj računalnik delal boljš in hitrejš za 500%. Yo, prijatelj, tole je moj šov. Ok, to je to, hvala lepa, ker ste si ogledali moj posnetek. Če vam je všeč, prosim like, share in subscribe. Ves info, vse linke imate spodaj pod mojim videom in zato vam želim, da dobro zrihtate svoj komp. Če tega niste vedeli, upam, da sem vam pomagal. Jaz sem Dinoti, meni je bilo veselje to narediti za vas in se vidimo naslednjič.